5. marca pred 200 leti se je v Metliki rodil jezikoslovec, narodopisec in še marsikaj Ivan Navratil. Ob obletnici so v metliški občini letošnje leto razglasili za Navratilovo leto, včeraj pa so ga uradno začeli s slovesnostjo in manjšo razstavo. S tem dogodkom, ki so ga začeli pri njegovi rojstni hiši, so naredili uvod v praznovanje leta, posvečenega pomembnemu Metličanu. To je res ena prav lepa obletnica in priložnost, da tega pomembnega, zaslužnega Metličana, Belokranjca, Slovenca spoznamo bolj podrobno, tako njegovo življenje, predvsem pa delo. Prepričana sem, da bomo z nizom dogodkom skozi celo leto ne samo prikazali lik in življenje, ampak da bomo odstrli mogoče tudi kakšno tančico skrivnosti, ki spremlja življenje tega našega tako pomembnega metliškega rojaka. Saj niti Metličani, niti širša slovenska javnost Ivana Navratila ne pozna dovolj dobro, kar želijo letos spremeniti. Dokazano je, da je imel izredno velik vpliv na življenje v drugi polovici 19. stoletja na področju jezikoslovja, se pravi materinskega jezika. V svojih delih je podrobno opisal navade in običaje v Beli krajini, s tem v svojem glasilu Vedežu seznanil širšo Slovenijo. Vemo, da je bil Navratil urednik in izdajatelj prvega slovenskega mladinskega časopisa Vedež. Vemo, da je bil jezikoslovec, narodopisec, še najmanj pa ga mogoče poznamo kot narodnega buditelja, rodoljuba, člana Slovenske matice. In tudi kot starosto dunajskih Slovencev, saj je 45 let svojega življenja preživel na Dunaju, kjer je 28. novembra 1896 tudi umrl. V praznovanje Navratilovega leta so vpeti vsi občinski javni zavodi na čelu z Belokranjskim muzejem. V muzeju smo danes odprli eno manjšo razstavico, ki bo na ogled vse leto, predvsem z namenom, da bodo lahko se na hitro spoznali z Navratilom vsi obiskovalci. Ob številnih dogodkih, ki jih pripravljajo, bo vrhunec strokovni simpozij konec leta, na katerem bodo nova odkritja predstavili 4 slovenski raziskovalci.